Lahko začnemo. Predlagam, da zasedemo mesta. Najprej za začetek kar na oder vabim ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, ministra za finance dr. Andreja Bertonclja, ministra za javno upravo Rudija Medveda, Jureta Lebna, ministra za okolje in prostor, ravno tako ministra za izobraževanje, znanost in šport Jerneja Pikala in Tilna Božiča, državnega sekretarja na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Upravičujem pa ministrico Alenko Bratušek, ki se je zaradi zdravstvenih razlogov opravičila. Vsak od sklopov, ki smo jih danes obravnavali, bi si zaslužil ne eno uro, en dan, en mesec, najverjetneje eno leto debatiranja, ampak kljub temu bomo skušali biti izjemno učinkoviti. Kar najprej nam bodo predstavili v najkrajšem možnem načinu predstavniki skupin, kaj se je delalo in do katerih sklepov smo prišli v skupinah. Vas pa bomo povabili k komentarju. Zbrali smo enega do dva ministra v osnovi na en sklop, kjer se vam bo zdelo, da bi se želeli vključiti in še kakšno zadevo dodatno povedati, boste ravno tako povedali. Sicer pa vas bomo prosili, da boste skušali biti v svojih komentarjih kratki, približno v 4 minutah podati en odsev. In poglejmo najprej, kako je potekalo delo po posameznih področjih in najprej za področje makroekonomije vabim Uroša Lozarja, direktorja TKK Srpenice, da nam pride povedati, kakšni so bili 3 ukrepi, ki jih je izbralo ta skupina. Uroš, izvoli. Dober večer vsem skupaj, cenjeni gostje. V prvi skupini, kjer smo se pogovarjali o makroekonomskih ukrepih, je delo potekalo v 2 skupinah. Bilo nas je približno med 15 in 20 udeleženci in iskali smo ukrepe, makroekonomske ukrepe, ki bi nas najhitreje pripeljali do ciljev, ki smo si jih zadali za leto 2025, in sicer 60 tisoč evrov dodane vrednosti na zaposlenega, 50 milijard evrov izvoza in pa povprečno bruto plačo dvigniti na 2300 evrov. In te 3 ukrepi, s katerimi smo se strinjali in poenotili, so naslednji. Prvič je bilo povečati učinkovitost javnega sektorja, druga je bila spodbujanje varčevanja v 3. pokojninskem stebru in tretja spoštovanje fiskalnega pravila in zmanjšanje javnega dolga. To so rezultati naše skupine. Torej, povečanje učinkovitosti javnega sektorja, spodbujanje varčevanja v 3. pokojninskem stebru in pa spoštovanje fiskalnega pravila in zmanjšanje javnega dolga. Minister dr. Bertoncelj, mogoče najprej vaš komentar na to. Ja, lepo pozdravljeni. Bom začel z 3. temo, ki se mi zdi najpomembnejša, in sicer makroekonomska stabilnost. Brez makroekonomske stabilnosti tudi ostalih stabilnosti, da tako rečem, gospodarske stabilnosti in rasti in vsega drugega ni. In v okviru te je seveda najpomembnejša javnofinančna konsolidacija, torej mi z temi ukrepi na področju javnofinančne konsolidacije nadaljujemo in seveda v povezavi s tem, kar je bilo rečeno, pa poimenujemo to z fiskalnim pravilom, tudi delujemo. Jaz sem že večkrat povedal, da je zaveza vlade, te koalicije, da bo proračun oziroma rebalans proračuna za leto 2019 uravnotežen. To je zelo pomembna zaveza, ki smo jo dali, in sicer to pomeni, da bodo prihodki večji od odhodkov in to na agregatu države, na agregatu S13, in sicer vseh 4 blagajn, poleg državne blagajne, ki je največja, tudi občinskih blagajn, pokojninske blagajne in zdravstvene blagajne, če se tako izrazim. In seveda na tem delu
mi načrtujemo pozitivni saldo. To je pomembna zaveza, ste tudi videli, ko je gost iz Evropske komisije predstavil tiste stolpce, kakšna je bila površina rdečih stolpcev, pa kakšna je bila površina barve, mislim, da je bila zelena ali modre barve, je bila zelo mala. In v tem času, da to dosežemo pri vseh načrtovanih izdatkih, ki jih imamo, je to zelo pomembna, ključna zaveza, da ohranimo ta trend modre barve, bom jaz rekel, modre barve. Druga pomembna zaveza je zmanjševanje javnega dolga. Kot veste, je višina nominalnega dolga nekje na nivoju slabih 32 milijard evrov in v odstotku do bruto domačega proizvoda je oziroma bo konec leta 2018 okrog 70 odstotkov, torej 74 odstotkov je bilo verjetno podatek za 2017. In kar je še bolj pomembno, cilj za leto 2019 je, da zmanjšamo javni dolg v odnosu do bruto domačega proizvoda, ki bo seveda rastel na 66,6 odstotkov. Eno, da ga bomo zmanjševali, ker bo gospodarska rast in se bo bruto domači proizvod večal, ne, to je v tem odnosu. Drugo pa je, da ga bomo tudi aktivno zmanjševali, ne. In kot je bilo tudi že rečeno, sem povedal, prihodki, ne, iz naslova privatizacij bodo šli za zmanjševanje javnega dolga. To so te dve komponenti, se mi zdita ključni v tem delu. Mogoče še zadnja minuta na ta prva dva, na povečanje učinkovitosti javnega sektorja, pa na vzpodbujanje varčevanja v tretjem pokojninskem stebru. Glede učinkovitosti javnega sektorja, to bi si jaz, bom rekel, mikrofon Imamo delil drugega z ministra, ki bo lahko ministrom komentiral. Medvedom, je večji ekspert. Jaz bi se sigurno s tem strinjal, ne, da je treba povečati učinkovitost javnega sektorja. Mi smo v številu ljudi, ki so zaposleni v javnem sektorju in izdatkov v javnem sektorju dokaj primerljivi z nam primerljivimi državami, torej v tem delu smo ok, če se tako izrazim. In je ključ seveda v povečanju, pravilno identificiran cilj, kako povečati v tem delu, in v tem delu bo potrebno seveda izoblikovati neke kriterije, kako do tega priti. Se pa absolutno strinjam, da je to zelo pomembno, da naredimo. Z mojega vidika, ne, bom rekel, finančnega ministra, je, da za javni servis, ne, brezplačno šolstvo, brezplačno zdravstvo in tako, mi odsvojimo, bom rekel, dodelimo dovolj denarja. Treba je pa v okviru teh budžetov, da tako rečem, teh blagajn, povečati učinkovitost in v tem delu predvsem poiskati notranje rezerve, ne. Sistem je treba tu reorganizirati, izboljšati. Hvala lepa, da bova še drugim dala priložnost. Mislim pa, da se bomo tretjega pokojninskega stebra dotaknili še, ko bomo govorili o razvitosti finančnega trga, ker je to lahko tudi delen odgovor na tisto vprašanje. Minister Medved, kako lomastite po javnem sektorju? Po učinkovitosti javnega sektorja, bom rekla. Po medvedje, ne, seveda. Kako pak? Seveda se bom samo navezal na finančnega ministra. Javni sektor, verjetno govorimo tle o učinkovitosti celotnega javnega sektorja, ne samo o ožjem, recimo državna uprava ali pa javna uprava, ampak celotni javni sektor je pač največji storitveni servis praktično v tej državi. Kje bi vi povečeval učinkovitost tako, ki bi imela vpliv na makroekonomske učinke? Veste kje, pravzaprav ne bom zdaj rekel, ali je to zdravstvo, šolstvo ali kakorkoli, v vodenju, v menedžiranju na vseh področjih. In tu se moramo nasloniti na modele, ki že obstajajo. Gospodarstvo te modele ima in gospodarstvo, kot vidimo, gre dobro. Torej, kompetenčni model, ki ga je treba nekako presaditi ne samo na papirju v javni sektor, ampak predvsem v naše glave. In na podlagi tega bomo dobili odgovorne ljudi na tistih mestih, kjer se odloča, da se bodo znali odločiti predvsem in tisto, kar je najpomembneje, da si bodo upali in odločili. Mislim, da je neučinkovitost javnega sektorja predvsem na področju nekega
nezaupanja vase pri ljudeh, ki so plačani za to, da v danem trenutku odločijo, ne pa, da se zatečejo k pisanju še nekega podzakonskega akta, pravilnika ali česarkoli. Navadno se dogaja to. Po vsakem zakonu, ki ga sprejmemo, ne, v vrsti že čakajo pravilniki, različni podzakonski akti, skratka predpisi na predpise. Eden od predlogov, ki je zapisan tudi v glasu gospodarstva, ki ste ga prejeli, je, da bi pregledali vse podzakonske akte starejše od 10 let in ugotovili, v kolikšno meri so sploh še skladni, smiselni in uporabni. Naša ocena je, da najverjetneje zelo veliko teh predpisov ustvarja neučinkovitost in v bistvu bremeni tudi javni sektor z delom, ki nima nobenega smisla, nas pa jezi na drugi strani. Ja, to se popolnoma strinjam. Pa ne samo potem imamo že en sklep, torej podzakonski akti starejši od 10 let bodo prišli na tapeto in delo vlade in ministrstev, da se pregledajo. Ja, jaz bi ta vaš sklep dopolnil. Ne samo tisti starejši od 10 let. Tudi kakšen lanski ali pa tudi kakšen letošnji je morda sprejet popolnoma po nepotrebnem in ustvarja samo dodatna bremena in ustvarja zmedo znotraj teh 20.000 predpisov. To je nekakšna številka, zdaj ne vem, kakšen je morda več ali pa kakšen več. Saj morda je ravno kar še kakšen začel veljati, ne, na tem števcu. Ko mi to govorimo, je morda že spet kakšen začel veljati. Ampak nekako 20.000 predpisov velja v tej državi in kdo se naj zdaj znajde znotraj tega. Pa ni problem v samih zakonih. Mi imamo zakonov tam nekje okrog 8.500, kar je dvakrat več kot tam okrog leta 96. In to je čisto primerljivo z Evropo. Pesek v kolesje učinkovitosti mečejo predvsem te najrazličnejši predpisi, ki izhajajo iz teh zakonov, ker zakone pišemo preslabo. Hvala lepa. Mislim, da imamo že prvi sklep in mislim, da je ta zelo konkreten in hvala za to. Zdaj pa vabim drugo skupino, ki se je ukvarjala z učinkovitostjo poslovnega okolja. Nekako smo se tega že, bi lahko rekli, dotaknili, ampak to, kar gremo, kaj lahko mi sami naredimo. Sabino Sobočan vabim na oder, direktorica podjetja Varis Lendava. Sabina, izvoli. Dober večer tudi v mojem imenu. V naši skupini je sodelovalo nekje od 40 do 50 udeležencev. Bili smo razdeljeni v 4 omizja. Predlaganih je bilo ogromno ukrepov. Na koncu smo mogli se odločiti za 3, katerimi smo se vsi soglasno strinjali. In sicer prvi je sprememba dohodninske lestvice v korist neto prejemkov. Drugi je stabilnost, predvidljivost poslovnega okolja, kar se bo rezultiralo v večji kakovosti, jasnosti in enostavnosti predpisov. Tretji je pa digitalizacija podjetij skozi izobraževanja v smislu nepovratnih sredstev in davčne spodbude oziroma davčne olajšave za vpeljavo digitalizacije v podjetja. Sabina, hvala lepa. Mogoče k tem najprej pozovem gospodarskega ministra za komentar na učinkovitost poslovnega, v bistvu na te 3 predloge z področja poslovnega okolja. Znotraj prve zadeve mi je na nek način najbolj boleča točka ta, da je treba narediti en korak naprej pri obremenitvi plač, bolj ko gremo v Sloveniji v više plačana delovna mesta, bolj smo v primerjavi s sosedi, ne bom rekel nekonkurenčni, ampak manj konkurenčni. Dogaja se nam, da se nam ta delovna mesta iz Slovenije selijo, ne zato, ker je bila Ljubljana ali pa Slovenija majhna, ampak zaradi tega, ker so skozi to na nekih drugih področjih podjetja, ki imajo pokritost regije, stimulirana, da to prestavijo tja. Do te poti, oziroma do tega cilja vodi več poti. Jaz upam, da bomo prišli do nekega konsenza na tem področju. Druga zadeva je ključna in je temeljni steber za poslovno okolje, predvidljivost, stabilnost. Zdaj bom to prenesel nazaj na minimalno plačo. Diskutiramo lahko tako ali pa drugače. Večina se nas strinja, da je na plačnem področju treba narediti nek korak naprej, čeprav jaz osebno še vedno mislim, da je ta del, ko država regulira to manj primeren, ampak dejstvo je, da
tudi po mojem mnenju ste na gospodarskem področju na tem delu malo zaspali in nas je vsa ta problematika zdaj dohitela. Želim si, da se naredi en korak naprej, seveda je pa težko decembra nekaj sprejeti, velja pa 1. januarja, v vsakem primeru pa velja ta predvidljivost in stabilnost za vsa področja. Treba je te zadeve odpreti v socialnem dialogu, jih prediskutirati, narediti načrt in potem tudi izvedeti. Če nekdo misli, da bo ostalo tako, kot je zdaj, ne bo. Sicer se nam bo zgodilo, da ne bomo imeli s kom delati. Tretja zadeva je nuja, digitalizacija. Tukaj smo imeli nekaj časa nazaj en posvet na to temo. Dejstvo je, da so naša velika, srednja podjetja, ki izvažajo, prisiljena v digitalizacijo in so digitalizirana. Na naši državni strani je pa naloga, da spodbujamo mala pa tudi srednja podjetja naprej gledano, da se bodo v večji meri digitalizirala, kajti brez tega ni dobene možnosti, da bodo podjetja konkurenčna in uspešna naprej. Pa tudi zato, ker želimo, da se ta naš izvozni del malo bolj dispergira, ne samo v navezavi na en del sveta, če hočete Evropsko unijo, ampak tudi, da ne izvažajo samo večja in srednja podjetja, ampak da do te logike izvoza pridemo v celem spektru našega gospodarstva. Hvala lepa. Gospod Leben, mogoče še vam tamle ena besedica predpisi. Običajno, ko pridemo do predpisov, se kar veliko stvari je vezano tudi na ministrstvo, ki ste ga prevzeli v vodenje. Kaj recimo vidite, da lahko vi prispevate k temu stabilnosti, enostavnosti, jasnosti predpisov, ki so vezani na ministrstvo za okolje? Ja, najprej, hvala za besedo. Najprej z moje strani moram zagotoviti varno okolje, v katerem bodo lahko moji zaposleni izvajali svoje delo. Ko bo to zagotovljeno, moramo seveda zagotoviti jasen zakonodajen okvir, to pomeni ali zakon ali podzakonski akti. Jaz se zavedam, da na področju okolja se nismo na ta pravi način ukvarjali samo zakonodajo. To smo zdajle že ugotovili, mi smo petek končali evalvacijo gradbenega paketa, tam smo videli, da so možne izboljšave, predvsem za skrajšanje postopkov. So pa tudi dobre stvari, to pomeni... Koliko ste ocenili, da se da skrajšati postopke, ker v 10 letih se je čas pridobivanja gradbenega dovoljenja podaljšal za približno 10 dni in samo še padamo na lestvici Doing Business na tej točki. Kaj ste vi ocenili, koliko je lahko izboljšave? Ja, čist na primeru povem, ko se zdaj odvija v Sloveniji, večji obrat, 50 000 kvadratnih metrov, po integriranem postopku preko naše nove službe na ministrstvu smo skrajšali postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja iz 210 na 90 dni. Podobne stvari zdaj delamo na okoljevarstvenih dovoljenjih, okoljevarstvenih soglasjih. Veste, notranja revizija je bila narejena, določeni zaključki so bili podani. To pomeni zagotoviti varen proces dela, potem zagotoviti avtonomnost in pa strokovnost samih zaposlenih. Tudi tukaj moram reči, se posud s pepelom, da ugotavljamo, da na katerih področjih strokovnost ni zadostna na samih delovnih mestih. Po drugi strani pa sem mnenja, da se nekako umetno deli ta delitev med gospodarstvom, med okolje en proti drugmu. Jaz mislim, da to ni res. Jaz mislim, da lahko zelo dobro sodelujemo z roko v roki. In predvsem pa je tudi treba vedeti, identificirati probleme na obeh straneh. In eden izziv, ki bi ga tudi danes pa rad dal tudi podjetjem na drugo stran. Jaz se zavedam, da vi probate vse narediti, da posel dobite, kar je edino pravilno. Bi pa v tem procesu prosil, da se ne reče, mi pa to lahko naredimo takoj v 14 dneh v enem mesecu, ker tudi pač po zakonodaji in tako naprej določeni postopki umeščanja v prostor morajo biti izvedeni. In če pride do tazga primera ali da pride do primera neke investicije, v kateri se tudi malo mudi, to, kar so tudi z ministrom za gospodarstvo zdaj uvedla nek nov proces, pride pobuda za investicijo, se usedemo, pogledamo in tudi mi lahko pol investitorju predlagamo, kako pa mogoče stvar narediti, da bi šla hitrej.
To je zelo pomembno. Druga zelo pomembna stvar, kar bo tudi na nam olajšalo delo, je pa, ko se vloge oddajajo za okoljevarstveno dovoljenje, za okoljevarstveno soglasje, meni je lažje, ker sem vsebin, sem šel te stvari pregledati, niso vse na nivoju kvalitete, ki bi mogle biti. In tudi tukaj pobuda nazaj, te dokumenti, če bodo dobro narejeni, bomo tudi mi na naši strani lažje delo upravili. Je predlog z naše strani, da se kar oblikuje checklista, zelo jasna, kaj je treba narediti in kaj je na tisti točki, kaj izpolnjuje tisto zahtevo, ki je. Mislim, da bi to olajšalo delo tako tistim, ki vlagajo, ki dajo vloge, ne, kot tudi seveda na drugi strani javnim uslužbencem, ki lahko kljukco naredijo in ne iščejo še dodatnih potrditev. To je res, kar vam lahko povem, smo tudi že uvedli proaktivno sodelovanje zaposlenih. To pomeni, da ne bo dobilo podjetje nazaj feedbacka, samo vlogo morate dopolniti, ampak točno kje, na kateri točki, na kakšen način. Na tak način bomo tudi skrajšali procese. Se pa zavedam, v 2 mesecih se vsega ne da rešiti, ampak sem prepričan, da v naslednjih letih s kolegi lahko te stvari izboljšamo. Hvala lepa, tudi to je spodbudno. In prosim, da se mi pridruži na odru Miro Smrekar, ki bo predstavil delo 3. skupine, ki se je ukvarjala z učinkovitostjo trga dela. Miro, ti nekaj o tem veš. Nekaj smo se pa tudi pogovarjali. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu skupine, ki je učinkovito debatirala o ukrepih na področju trga dela. Lahko omenim 2 karakteristike. Ena je, da smo prišli v 3 skupinah do enakih zaključkov, slučajno, in pa, da smo se pogovarjali. Imeli smo tudi to srečo, da smo imeli predstavnike različnih partnerjev, se pravi socialni dialog je potekal, imeli smo sindikate, imeli smo predstavnike države in pa tudi predstavnike gospodarstva in s tem pokazali, da verjetno samo v takem trikotniku se lahko sklenejo dobri dogovori, ki tudi veljajo. Če omenimo 3 točke, v katerih smo največ debatirali, bi prosil, če lahko pridejo, so zagotovo aktualni. Skratka, ljudje nam uhajajo, želimo zmanjšati razloge, zakaj Slovenci odhajajo v tujino, želimo imeti celovito strategijo, da bomo v to državo pripeljali tudi tiste posameznike, ki bojo prinašali znanja, kompetence, izkušnje, ki se bojo integrirali v to družbo. Potem, ko seveda ljudje delajo, želimo, da tudi delajo zdravo, delajo učinkovito, delajo dolgo časa, pomeni, da se zgodaj vključijo v delovne procese, da ostajajo v delovnih procesih in da potem tudi, ko morda izstopijo iz delovnih procesov, še vedno z neko motivacijo opravljajo svoje delo na učinkovit način. Da pa seveda lahko učinkovito in zdravo delamo, se pa moramo tudi izobraževati in usposabljati. Zato menimo, da je treba zagotovo pripeljati ali pa osvežiti naše izobraževalne procese na način, ki bo odgovarjali predvsem bodočim izzivom in tukaj smo se vsi strinjali, da je težko predvideti, kaj bo čez 5, 10, 20 let, ampak če bomo to delali na način, ki bo nas pripravljal, da bomo takrat pripravljeni na razmere, ki bojo, potem bomo veliko bolj uspešni. In če bomo delodajalci, posamezniki in država pripeljali ukrepe, ki bojo motivirali vse, da vlagamo v izobraževanje, v usposabljanje, potem bo verjetno tukaj še bolj veselo vzdušje. Hvala lepa. Hvala, Miro. Zaključil si z besedo dobro vzdušje in si dobil tudi aplavz. Zato, da bomo v tem vzdušju nadaljevali, najprej vabim Tilna Božiča, državnega sekretarja, to je največ tematik tukaj je z področja seveda ministrstva, na katerem ste zdaj, potem pa bi prosila še ministra Pikala. Mislim, da že vse dela. Že dela, dobro. Hvala za besedo. Zdaj, zanimivo, da smo se glede tega zelo hitro poenotili, ne da bi vedeli, ne? Ampak prva točka, tu velja omeniti 2 zadevi. Prva zadeva je to, da mi v letošnjem oziroma tekom naslednjega leta bomo naredili, se pravi, strategijo ekonomskih migracij in to celovito na Ministrstvu za delo. Ta se bo vklapljala v pa strategijo migracij, ki je krovna. Ta poteka pod dajmo reči pokroviteljstvo Ministrstva za notranje zadeve. Mi smo eden izmed 6 stebrov, smo zelo pomemben steber, poleg ekonomskih na to naše polje dela in je treba vzeti to seveda v obzir so vse tiste migracije, ki bi jih, če se tako izrazim, rekel, da so nekako legalne, se pravi tudi združitev družin, je tudi študentsko delo, izmenjave in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče, je v tej strategiji treba iti korak naprej glede na prejšnje, ker prejšnje so bile strategije, umanjkali so nam ukrepi.
Se pravi, kako zdaj vse to skupaj operacionalizirati. To bo tudi razprava v okviru socialnih partnerjev, ker bo treba povedati, se pravi, tudi kaj vi rabite, kot na neki strani delodajalci, kaj si želijo delavci, kaj vlada pri tem lahko naredi. Primeroma, en razmislek je šel tudi v tej smeri, da glede na to, da smo zdaj v fazi, ko kadra primanjkuje in ga iščemo tudi po drugih državah, zdaj sta dva sporazuma nekako z Bosno, Srbijo bil zdaj pred kratkim, pa bo počasi stopil v veljavo, sočasno se razmišlja tudi o nekaterih drugih ciljnih državah, da bi mi dejansko začeli delati to, kar delajo tudi že nekateri drugi. Se pravi, da imajo neka predstavništva v teh tujih državah, da se tam opravi predintegracijski proces, se pravi, se naredi tečaj slovenščine, se jih izobrazi o tem, kako deluje naš pravni sistem, kakšne so pravice iz dela in tako naprej, da potem, ko pridejo k nam, prihaja do manj zlorab, da se hitreje vklopijo v sistem, v delo in da seveda imamo vsi skupaj, tako oni kot mi, od tega več koristi. Zaradi tega mislim, da je to dobra prioriteta, se bo na njej delalo in zagotovo boste k temu tudi povabljeni. Druga alineja, se pravi hitrejše vključevanje v trg dela, zagotovo, tu imamo težave z trajanjem študija, kako mladi vstopajo noter, bi pa vseeno poudaril, da je vedno treba zelo dobro definirati, kje težave so. Zaradi tega, ker mi dostikrat se pogovarjamo o tem, kaj nekdo rekel, kaj nekdo misli in pozabljamo to podkrepiti s podatki, tako da jaz bi tu ponovno pozdravil to, da imate analitično službo, ki ji dajete velik poudarek, ker le na podlagi podatkov se je možno prave stvari pogovarjati, najti prave rešitve. Tukaj predvsem mislim, ko govorimo o mladih, seveda, če pogledamo 25 do 55 let imamo mi praktično polno zaposlenost. Smo tudi znotraj OECD-ja smo na prvem mestu, koliko ljudi je na delu. Imamo pa težavo od 55 plus. Po 57. letu zelo redki še delajo, kar je čudna reč pri nas. Se pravi, v tem smislu veliko jih je na dolgotrajnih bolniških. Imamo številne, ki so na čakanju. Grejo za 25 mesecev na čakanje, za eno leto nekaj delajo, spet 25 mesecev na čakanje. To so stvari, s katerimi se moramo soočiti tako sindikati, delodajalci kot država, zaradi tega, ker te ljudje dejansko bežijo iz trga dela. In to ni zdaj, da so vsi freerideri, to je dejansko problem. Mi moramo najti rešitve, da bojo raje ostali na trgu dela, tako na ravni države, kot na strani delodajalcev, da boste imeli določena delovna mesta definirana, rezervirana, dajmo temu reči za tiste, ki so starejši, da jim boste omogočili pripomočke in nekako tudi cenili njihov prispevek, ki ga dajo lahko v delovni proces s svojimi izkušnjami in tako naprej. Torej, zagotovo zelo dobra prioriteta, na tem se bo delalo. Naprej. Še 25 sekund za tretjo. Tako, za tretjo bom potem tudi predal, mislim, da šolstvu. Zelo dobro je, da ste združili obe stvari zraven. Rekli ste izobraževanje in usposabljanje. Se pravi, naš del, če rečemo Ministrstvo za delo, ki smo trenutno na trgu dela, potem aktivna politika zaposlovanja, ki jo imamo, ki jo moramo prenoviti, je stara dosti, pripravljena je bila za čase recesije, zdaj smo v konjunkturi, še vedno isti ukrepi, ne? Tako da to se je v fazi trenutno sondiranja, kaj kako narediti. V prvem četrtletju prihodnjega leta jo bomo nekoliko prenovili, prvi ukrepi so že tu, da bomo dejansko tudi vam, gospodarstvu, pomagali, da se prestrukturira in delavcem ponudili neke možnosti, kako lahko iz tega, kjer so zdaj, grejo stopnico više. Hvala lepa in mislim, da je to ravno istočnica za doktorja Pikala. Torej, že lani, ko smo na vrhu govorili, smo razdelili v 3 generacije, mlada, aktivna in starejši nad 55 let. Vidimo, da imamo spodbudne trende, torej se stvari izboljšujejo tudi na tem, da mladi prej zaključujejo študij in se vključujejo na trg dela. Nekoliko se izboljšuje tudi procent starejših nad 55 let, ampak premalo, smo še daleč pod povprečjem Evropske unije. Zato torej, kaj lahko šolstvo naredi in tudi ta alineja je vezana na to, torej, kako usposobljen kader dejansko pride iz šol, ne, in kako šolstvo bo spremljalo, kakšne so potrebe podjetij, da torej, kako znamo uskladiti potrebe po kompetencah s tem, kaj šolski sistem pravzaprav pomaga ljudem razviti. Hvala lepa. Zdaj, najprej, kar se tiče hitrejšega vključevanja na trg delovne sile. Tu je pomembno, da mi kontinuirano gledamo in to tudi gledamo in zapiramo za ukrepi razne fiktivne vpise, podaljševanje študija in tako naprej. To je nek kontinuiran proces, ki ga počnemo na raznih ravneh izobraževanja, ne samo zdaj, ampak tudi v prejšnjih vladah se je to začelo, tako da to teče. In to se kaže v tem dejansko, da se skrajšuje čas študija. Je pa res, da je seveda potem vključevanje na trg dela
odvisen tudi od potreb delodajalcev. Sedaj pa pridemo na tisto vprašanje, ki ste mi ga zastavili, torej kako uskladiti tisto, kar imenujemo v zelo nelepem jeziku skills mismatch. Ne? Problem je seveda v tem, da je izobraževalni sistem po svoji naravi dolgostezni sistem. Ko nekdo vstopi, pa do takrat, ko zaključi študij, traja 20 let, včasih tudi več. In seveda ga ne morete, vse če generalno gledate, tako na hitro prilagajati potrebam gospodarstva, ki pa so vedno trenutne. Potrebe gospodarstva so lahko čez 4 leta povsem drugačne. Zaradi tega je treba pri izobraževalnem sistemu gledati naprej, obenem se odzivati na vse tisto, kar so sedanje potrebe, gledati pri tistih segmentih izobraževanja, kjer lahko hitro spreminjamo, pri tistih srednješolskih programih, ki so kratki, pri višješolskih strokovnih programih, ki so kratki in tako naprej in nimajo dobrega, tudi ne delodajalci na nek način, nimajo ravno pozitivnega mnenja o njih, čeprav so ti kadri takoj pripravljeni za delo. In na drugi strani moramo seveda gledati 10-20 let naprej, kajti prišli bodo poklici, ki jih danes sploh še ni, prišla bo digitalizacija in tisti, ki danes vstopajo v šolski sistem, seveda morajo biti pripravljeni čez 20 let točno na te izzive. In zato je ta anticipacija zelo pomembna. Mogoče še ena stvar, ki se mi zdi, da jo je vredno omeniti. Mi vemo, da recimo 40-letniki pri nas ali pa po 40. letu nimajo takih kompetenc kot recimo njihovi vrstniki v zahodni Evropi. Predvsem je problem recimo v slabih kompetencah glede bralne pismenosti. Kar se seveda kasneje pozna v delovnem procesu, ko nekdo ne prebere navodil, ne dovolj natančno prebere navodil in tako naprej. Tako da mi imamo projekte, delamo na projektih, mislim, da smo danes gledali 10 milijonov, vlagamo iz evropskih sredstev samo v to, da bi dvignili kompetence odraslih v smislu vseživljenjskega učenja. In bomo seveda tudi podjetja spodbujali, da se v to gibanje pridružijo. Lahko samo še pokomentirate, kako v tem prilagoditvi na potrebe trga dela vidite recimo proces vajeništva, ki ga ponovno uvajamo v Sloveniji? Jaz mislim, da je proces vajeništva seveda v osnovi pozitiven proces. Je direkten odziv na potrebe dela. Je pa vprašanje, ker zdaj po pilotu, ki ga imamo, seveda opažamo prvič, da ni toliko zanimanja. In zdaj se sprašujemo, ampak ker še ni izveden do konca, ne moremo še narediti analize. Sprašujemo se, kje je problem za tako malo zanimanje. A je problem v zakonodaji, potem bomo mi to rešili. Ali je problem v statusu recimo vajenca, torej ali je dijak, ali ima status zaposlenega, tudi to je lahko vprašanje. Potem naslednje vprašanje, ki je lahko seveda vprašanje zanimanja delodajalcev za tako obliko izobraževanja in nenazadnje ne pozabimo tudi družbene promocije tovrstnega izobraževanja, kjer je v državah, ki si jih mi jemljemo za vzgled, zelo visoko cenjeno tovrstno izobraževanje. Pri nas, na žalost bom rekel, je pa samo univerzitetno izobraževanje ali pa ta tip, akademski tip izobraževanja tisti, ki je visoko cenjen. In s tem je seveda povezana promocija in družbena sprejemljivost vajeniškega sistema. Hvala lepa, mislim, da se omenil 4 kriterije, ki so pomembni. Eden od tega lahko že prečrtamo. Interes gospodarstva je velik za vajeništvo, kar mislim, da je tudi 600-700 razpisanih mest potrdilo to. Hvala lepa. Vabim na oder 4. skupino in sicer razvitost finančnega trga. Dr. Flora Cvetka Tinaur, direktorica podjetja EBA iz Ljubljane. Prosim za predstavitev zaključkov. Dober večer. V naši skupini nismo bili samo enotni glede ukrepov, ampak smo bili enotni tudi po enotnosti skupine, ker je bila samo ena. V njej smo sodelovali tako poleg podjetij tudi predstavniki bank in ostalih institucij, ki delujejo na področju finančnega trga, torej tudi zavarovalnice. Ugotovili smo, da je razvitost finančnega trga v Sloveniji dejansko problem
in s tem nekako potrdili uvodno razpravo gospoda Bergmana, ki nam je to predstavil. Tudi na zadnji prosojnici smo lahko videli, da je to ena od najbolj šibkih točk Slovenije pravzaprav v primerjavi z Evropsko unijo. Mi naših ukrepov nismo predlagali tako, kot smo jih nekako že predtem zasnovali. Nismo se želeli opredeliti do posamičnega instrumenta ali posamične skupine, ne vem, start-upi, mala podjetja in tako naprej. Ugotovili smo, da je problem sistemske narave in da se je potrebno lotiti posameznega področja finančnega trga. V ta namen smo oblikovali naslednje ukrepe. Razvoj finančnih instrumentov, evropskih in proračunskih sredstev za razvojne projekte. Drugič, razvoj trga kapitala z vsemi finančnimi instrumenti, pridobivanje zaupanja in sprememba regulative. In tretjič, davčno stimuliranje kapitalskih naložb, pri tem smo imeli v mislih predvsem zavarovalnice, banke in pa seveda vse ostale. Hvala lepa. Hvala lepa. K komentarju bom zaprosila tako, Cvetka zasluženo, k komentarju bom zaprosila tako doktorja Bertonclja kot gospoda Počivalška, pa mogoče začnemo raj na gospodarskem delu, kljub temu, da je to, bi rekel, finančni trg, ampak kako nerazvitost finančnega trga oziroma te ukrepi, kako lahko po vaši presoji prispevajo k odpravi tega, da v Sloveniji vendarle smo preveč navezani samo na bančna posojila, to je, da je bančni sektor tisti, ki je ključen za zagotavljanje virov financiranja, kar seveda pomeni tudi težavo takrat, kadar se stvari obrnejo navzdol, kar smo lahko doživeli tudi v gospodarski krizi. Kaj od teh treh ukrepov se vam zdi, da lahko pomembno prispeva k izboljšanju finančnega trga? Zdaj, jaz mislim, da je zelo pomembna zadeva pod točko 1 razvoj finančnih inštrumentov, evropskih in proračunskih sredstev, da je na tem narejeno kar nekaj korakov že v tej smeri. Imamo v okviru finančnih inštrumentov sklad skladov, ki ga na nek način vodi SID banka. Moramo še vse te inštrumente razdelati v nadaljevanju, da bodo prav naravnani in zanimivi za gospodarstvo in pa tudi za finančne posrednike, kajti SID banka ne dela tega direktno, ampak bo za to uporabljala banke, Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalni razvojni sklad iz Ribnice in pa imamo tudi v sodelovanju med SID banko in pa ministrstvom kar nekaj ukrepov, s katerimi poskušamo vplivati na to, da se nekatere zadeve v gospodarstvu premaknejo naprej. Omenil bi zelo uspešen finančni inštrument potrpežljivih posojil za podjetja, ki imajo težave, imajo pa zdrava proizvodna jedra in jih na tak način financiramo, da skozi neko obdobje iz zdravih proizvodnih jeder skrbijo za svoj razvoj in za odplačilo zadev nazaj v smislu nahrbtnika. In potem tudi en ukrep za lesno industrijo in pa turizem, kjer pač prihajamo do enega inštrumenta, ki ga v Sloveniji do zdaj nismo imeli. Gre za vir, ki je dolgoročen, do 30 let, z enim dosti dolgim moratorijem in pa ugodno obrestno mero. Skratka, s takimi ukrepi poskušamo posamezna področja spodbuditi k večjemu razvoju in to se mi zdi na nek način znotraj teh treh zadev najbolj pomembno. Hvala lepa. Doktor Bertoncelj, kako vi vidite razvitost finančnega trga oziroma učinek teh treh ukrepov na to, da bi prišli do bolj razvitega finančnega trga? Ker na tem področju je Slovenija med najslabšimi, v skupini najslabših držav na svetu, ko se primerjamo s tujino. Finančni trg običajno delimo na dva stebra, trg denarja in trg kapitala. Zdaj, glede trga denarja smo del evroskupine in imamo seveda omejene možnosti ukrepanja. To vsi vemo, to velja tudi za ostale evrske države.
V okviru drugega stebra, ne, trga kapitala, imamo mi pa že kar nekaj časa veliko anomalijo. Ne. Tako veliko, da se postavlja teza, da namesto trga kapitala, klasičnega trga kapitala, imamo pravzaprav zelo majhen, nedelujoč trg kapitala in na drugi strani trg kreditov. Ne. Mi smo ta del do te mere razvili, da je pravzaprav trg kreditov skoraj da v celoti v Sloveniji nadomestil trg kapitala. Zdaj, posledice tega poznamo v dobrem in slabem, ne, smo ta sistem, ne, bančni sistem mi v tem obdobju sanirali, ne, delujoč bančni sistem, delo na trgu kapitala nas pa pravzaprav skoraj da v celoti še čaka. Mi imamo, glejte, kot prvo, kot majhna dežela, ne, to je zelo majhno število podjetij ali pa družb, ki kotirajo, bodisi v prvi ali v drugih kotacijah, ne. In če primerjate to situacijo z situacijo 91. Ne, ko se je to začelo, je to število bilo bistveno večje. In naš trg kapitala, ne, običajno tudi ta trg kapitala delimo na primarni in sekundarni trg, je pravzaprav celoti sekundarni. Ne. Pri nas se pravzaprav trguje, ne, kupuje in prodaja z delnicami, ne, z temi lastniškimi vrednostnimi papirji, zelo malo je pa teh novih emisij, ne, primarnih emisij, in še v tem delu je bilo nekaj slabih izkušenj. Tako da na tem delu bo seveda potrebno zgraditi neke sistemske ukrepe, je pa res, da se v zadnjem času pa situacijo zaupanja, ne, tudi tujih vlagateljev do slovenskega trga kapitala spreminja, ne, dobiva pozitivno konotacijo in signale, ki jih dobivamo z trga, recimo po enih rating agencijah smo zdaj mi A+, gremo v smeri dvojnega A-, torej napredujemo v smislu zaupanja. Lejte, na tem delu bo vsekakor treba ukrepiti in razmišljati v smeru nekih dodatnih kotacij, uvrščanja firm na borzo. Po drugi strani imamo pa še mi, se bom nadovezal na ministra gospodarstva v okviru Evropske unije, ne, celoten spekter možnosti, kako financirati, bom rekel, dejavnosti pri nas, ne. Zmanjšuje se pomen teh nepovratnih sredstev, če rečemo subvencij, povečuje se, bom rekel, kombinacija javno-zasebnih faktorjev in seveda dajanje garancij pri tem na teh trgih je zelo pomembno. Lejte, tako imenovan Junckerjev sklad ali EFSki sklad, ne, ki prevzema tveganja v tem segmentu, je zelo pomemben segment, ki je pri nas neizkoriščen, in ko delate primerjavo Slovenije, razvite države, 70-80% iz tega EFSI sklada potegnejo razvite države, ne. In to je zelo pomembna navezava, se bom navezal pa na kolega Pihalo, je povezava intelektualnega kapitala in, če rečem tako, finančnega kapitala v tem delu, ne. Mi sami nismo razvili dovolj atraktivnih projektov. Mi zelo slabo črpamo evropska sredstva, ki so na razpolago, nekje na 50% smo, ne. Premalo tega počrpamo. Zakaj? Ker imamo premalo projektov. Tudi na mehanizmu EFSI, ki je zelo zanimiv sistem, ne, kjer, bom rekel, garancijo, ne, to tveganje prevzema Evropska komisija, bomo takoj najprej pomislili na državno poroštvo, ki je nek poseben zakon, ki se skozi parlament in kjer seveda obveznost, ne, prevzema pa potem slovenska država, ne. Zakaj bi to prevzemali? Z vidika javnih financ bom jaz rekel, slabo, ne, dajmo rajši, bom rekel, tudi v tem EFSI sistemu nekaj narediti. Omenjen je bil tudi tretji steber, ravno tako pomemben ukrep, ki nam ga sugerirajo, bom rekel, že dolga leta in so na tem začeli delati. Mislim, da je to en zelo pomembnih sistemskih ukrepov, ki nam čakajo za razvijanje kapitalskega oziroma širše finančnega trga. Je pa tako, ne, vsi ti ukrepi ne primejo per takoj. To so vse dolgoročni ukrepi, ki jih moramo graditi, negovati skozi daljše obdobje, da bojo potem vsi ti finančni instrumenti, ne. Poleg lastniških vrednostnih papirjev imamo tu še seveda tudi te dolžniške vrednostne papirje. Poglejte, v tem delu financiranje podjetij ravno tako neizkoriščen potencial in še bi lahko našteval na tem področju. Hvala lepa. Ko ste rekel, finančni trgi, te so stvari, ki delajo na dolgi rok, ampak če začnemo danes, bo prej, kot če začnemo čez 10 let. Ne? Najavljam peto skupino in sicer z področja inovativnosti. Ne? Zaključke bo predstavil Marko Lotrič, generalni direktor podjetja Lotrič iz Selc na Gorenjskem. Marko, izvoli.
Hvala lepa. Inovativnost, visoki gostje, spoštovane dame in gospodje, je bila naša tema. Pravzaprav bili smo inovativni že v tem, da je bilo prijavljenih 14-15 kandidatov, ampak vsak je pripeljal še enega svojega, tako da nas je nazadnje bilo 30. Pogovarjali smo se o različnih, dajmo reči, priložnostih, ki sledijo tej inovativnosti, in bili smo si kar enotni, da tisti zapisani, bom rekel, da se malo spremenijo. Povzeli smo enega od predlaganih, na ostale smo pa imeli dodatne pripombe, pa kar predlagam, da si pogledamo prvega. Celovita šolska reforma sistema z inovacijami že v vrtcu. Omenjeno je bilo vajeništvo. Pa bom malo za cukrček povprašal, kdo želi biti vajenec? Kdo želi biti mojster? Kdo želi biti, oprostite, šeger? A je mogoče že poimenovanje samo odbija mlade od izobraževanja v odličnem vajeniškem sistemu? Če gremo naprej, na naslednje, mladi raziskovalci iz gospodarstva in vavčerski sistem za projekte. Ta mehanizem poznamo, zelo dobro je deloval včasih v tehnološki agenciji, mnenja so bila zelo različna, ali potrebujemo močno tehnološko agencijo, ali je boljše, da to prevzame nekdo drug, da nimamo samo fikusa in direktorja. Vavčerski sistem, poenostavljen, pa daje možnosti za hitro odločanje boljšim projektom, tako velikim kot malim. In še tretjega, prosim. Vzpostavitev okolja za domače in tuje talente. Tu smo se dotaknili področja kolega, kjer so strokovnjaki, vendar smo ugotovili dvoje. Namreč z uvajanjem, se pravi, študentov iz gospodarstva bi nekako zadržali mladeži v Sloveniji in pokazali tudi ostalim, ki so odšli v svet, in pa tujim študentom, da je priložnost doma v Sloveniji. Tako, hvala lepa kolegici Saši, ki mi je pomagala voditi to našo skupino. Hvala lepa. Hvala, Marko. Prvemu komentarju vabim ministra za šolstvo, dr. Pikalo, izvolite. Mislim, da so kar skoraj vse tri stvari vezane na vaše področje. Jaz sem zelo vesel, da so. Kajti, če si kaj želim, si pravzaprav želim družbene debate o tem, kaj naj bi ta šolski sistem bil. In to je nekaj, kar bomo tudi zelo široko začeli v naslednjem letu in kjer se bomo kot družba morali pravzaprav vprašati, kaj v naslednjem desetletju od tega šolskega sistema želimo. Podjetniki imajo ideje in sem bil zelo vesel, zato sem danes večinoma samo poslušal, ampak zelo vesel za ideje. Seveda so pa tudi drugi deli družbe, ki imajo tudi svoje ideje o tem, kaj naj bi pravzaprav ta šolski sistem bil. Že prej sem govoril o poklicih prihodnosti, govoril sem o digitalizaciji, govorimo lahko o eni celi vrsti izzivov, ki jih bo ta izobraževalni sistem, zdaj da ne rečem samo šolski, imel. Ampak tisto, kar se bomo morali mi vprašati, kot družba vprašati, je pravzaprav prvič, kaj želimo od tega sistema, in drugič, koliko smo v to pripravljeni vložiti in na kak način. Sedaj vlagamo okoli 4,8% BDP-ja, primerljive evropske države vlagajo 6%. To je debata, ki se jo bom zelo veselil z vsemi vami, in to je debata, ki se jo moramo jeti. Kar se tiče inovacij oziroma tega, jaz moram reči, da je to ugrajeno v sam sistem. Nenehno se inovira v sistemu. Zdaj, kaj pomenijo inovacije ali pa podjetniške inovacije v vrtcu, ne vem, ampak da pa sistem sam po sebi nenehno inovira in da se stalno nadgrajuje, je pa neminovno. Če pa govorimo v tisti zelo klasični varianti, kot razumemo inovacije, potem smo pa tule skupaj. Torej, na eni strani skrbniki davkoplačevalskega denarja, ker gre za davkoplačevalski denar, torej vaš in moj, in seveda na drugi strani podjetja, ki skupaj vlagamo v raziskave in razvoj. Tu imamo nekaj sistemskih ovir, bilo je že rečeno glede tehnološke agencije, bilo je rečeno ne nazadnje zaradi patentov, inovacij in tako naprej, sistemsko mogoče stvari niso optimalno nastavljene.
ampak tudi glede obsega in tudi glede višine vlaganj v raziskave in razvoj. Prej je bilo v poročilu Evropske komisije omenjeno in videli ste, in to kaže seveda tudi naša statistika, da nažalost tako javne kot zasebni del vlaganja v raziskave in razvoj v Sloveniji pada. Kot rečeno, to ni vsa zgodba. Zgodba je tudi v drugačni organizaciji, boljši organizaciji in tu je, kjer pridejo voucherji in tu je, kjer pridejo mladi raziskovalci iz gospodarstva. Mi smo nekoč že imeli voucherje, nažalost izkušnja ni bila najboljša, imam v načrtu, da zadevo popravimo in jo pripeljemo predvsem za mala in mikropodjetja, kajti oni potrebujejo ta raziskovalni potencial, ki si ga sami na nek način ne morejo privoščiti, ker pač stane zelo veliko. In na drugi strani mladi raziskovalci iz gospodarstva, pomemben ukrep, ampak ko smo v 10 letih in v 10 letih smo zniževali sredstva za raziskave in razvoj, ko smo pač to nižali, smo seveda nažalost tudi ukinili mlade raziskovalce v gospodarstvu, pa tudi velik del raziskovalcev na inštitutih in univerzah. Ne pozabiti, da smo zelo, zelo poplitvili bazen primernih raziskovalcev na tem področju. Tako da to je pač ta dediščina, ki jo imamo, s tem delamo, ni zdaj, to je izziv, to ni jamranje, to je preprosto izziv, zato da stvari peljemo naprej. Hvala lepa. Tilen Božič, mogoče kakšen komentar? Morda samo krajši komentar na neko kulturo inovacijsko pa kulturo raziskave in razvoja. Pa bom dal primer, bom začel kar pri našem ministrstvu. Pa sem prej omenil aktivno politiko zaposlovanja. Ta je težka skoraj 100 milijonov evrov na letni ravni. In mi v javnem sektorju ocenjujem, glede na pregledano stanje, da se malo premalo poslužujemo raziskave in razvoja. Mi imamo možnosti tehnične pomoči, imamo možnosti pilotskih projektov, včasih pa zgleda, da znamo mi kar že vse na prvo žogo, ne? Se pravi, naredimo projekt 10-20 milijonov in ga speljemo. In čez 5 let gotovimo, takrat je že mimo, ne? Se ni več toliko pomembno. Se pravi, ta del je zelo pomemben, ravno, kar sem prej omenil, aktivna politika zaposlovanja. Mi imamo plan se malo bolj tudi z našega vidika usmeriti v raziskave in razvoj, da najdemo tiste zadeve, ki na trgu funkcionirajo. Lahko bomo štartili 20-30 manjših projektov v rangu par 10 tisoč evrov, zaradi tega, da znotraj teh tudi skupaj z vami najdemo tiste, ki funkcionirajo, da jih potem povečamo na večji obseg. Ravno zaradi tega, da bo učinkovitost, se pravi, da ne bo glavna prioriteta, dajmo počrpati vsa evropska sredstva, pa karkoli že, ampak da jih učinkovito počrpamo in da najdemo tiste zadeve, ki v našem prostoru dejansko delujejo. In tu velja ravno to vabilo vam, vi ste pri tem zelo pomemben deležnik. Vi veste, kaj potrebujete, veste približno, kaj bi lahko funkcioniralo, mi lahko to stestiramo in potem s časoma to preraste morda v večje projekte. Ker dejstvo je, da na 100 dobrih idej, mislim, na 100 idej so morda 3 dobre in ena funkcionira, ne? In ravno to generiranje nekih zamisli, inovacij in tako naprej bo tudi za nas v javnem sektorju zelo pomembno, da bomo na koncu lahko boljši servis za vas. Hvala lepa. Bi kar prešla še na 6. skupino, kvaliteto upravljanja podjetij. Zaključke bo predstavila Mojca Hergovt-Koletič, direktorica Mint Internationala iz Ljubljane. Lep dober večer še v imenu zadnje skupine, ki je bila zelo številčna, torej kaže na to, da je upravljanje podjetij področje, kjer se moramo še precej izboljšati, to je pokazala tudi statistika in cilj, kam želimo priti. Torej, bilo nas je veliko, delovali smo v 3 skupinah, vse so štele okoli 15 članov, vsi pa smo si bili enotni, čeprav smo prihajali iz zelo različnih podjetij, od mikro, malih, srednjih, velikih, da je upravljanje lahko glede na velikost podjetja precej različno. Bili pa smo si enotni, da je potrebno in da je kakovost upravljanja odvisna predvsem od kakovosti ljudi, ki jih upravljajo,
In zato je treba pač zajemati iz bazena, ki je na voljo, torej to pomeni, da ne smemo ločevati po spolu, torej uravnoteženost po spolih. Treba je tudi izkušnje starejših, predvsem pa smo si bili enotni, da bi bilo treba v Sloveniji prekiniti s prakso familiarnosti v kadrovanju in dejansko izbirati vodenje glede na kakovost ljudi, na njihove kompetence, znanje, strokovnost, integriteto. Težko smo se poenotili, kateri tri, ker so v treh skupinah je bilo ogromno idej, bile so si precej različne in koordinatorji treh skupin smo imeli na koncu precej dela, da smo izluščili tri, mislim, da smo izluščili 4, pa so potem rekli, da morajo biti 3 in konec. Torej, poglejmo si, do katerih zaključkov smo prišli. Torej, okrepitev menedžerskih praks, vsekakor, in tukaj smo malo razširili, torej predvsem s domačimi in tujimi bi si radi pomagali, izboljšanje učinkovitosti poslovanja z uvajanjem enotirnega upravljanja, torej tu je bilo precej predlogov, da je sicer problem, in pač vloga nadzornih svetov, torej nadzorovanje in vodenje. Torej, naj bo nadzorni svet predvsem nadzor, ne pa vodenje podjetij, kar je precej kolegov izpostavilo, da zna biti problem. To bi bilo na kratko vse, zdaj bomo pa prisluhnili komentarjem. Hvala lepa. Hvala lepa. Če smo iskreni, imamo 6 sklopov, ki smo jih danes obdelali, tale je predstavljen kot eden od njih, ampak mislim, da če bi ga risali z balončkom, bi bil tako velik, kot vseh tistih ostalih 5, o katerih smo prej govorili, ker to je tisto področje, na katerem imamo mi, tisti, ki smo tukaj v dvorani, škarje in platno v svojih rokah. Tu je tisto, s čimer lahko vplivamo na kakovost v podjetjih, na dodano vrednost, in vemo, da imamo lahko tudi v isti branži razlike od 1 do 5 ali celo večkratnik razlike v dodani vrednosti, pa je lahko panoga enaka. Torej, tam gre za razliko tudi v kakovosti vodenja. Zato se mi zdi najprej prav, da omenim še nekaj, kar je ostalo od prejšnje. Dr. Bertoncelj, prosim, pustite raziskave, olajšave za raziskave in razvoj tam, kjer so, ker so začele dajati zelo dobre rezultate. Mislim, da to tudi je v vašem programu, da je to olajšava ena od tistih, za katera podjetja imajo plus. Se pozna to tudi na inovativnosti, o čemer smo prej govorili, ne? In se pozna tudi v tem, da skozi to kvaliteta upravljanja ravno tako raste, zato ker gremo k zahtevnejšim izdelkom in to pomeni tudi zahtevnejše in sodobnejše vodenje. Bi pa zato, ker gre za nekaj, kar je naše, kar je minister za gospodarstvo živel tudi sam, kako vi ocenjujete te ukrepe, ki si jih sami postavljamo in čemer bi lahko nanizali še kar en cel kup, dolg seznam stvari, po katerih se lahko tudi mi sami izboljšamo in prispevamo k večji dodani vrednosti, k boljšemu razumevanju in k večjemu uspehu. Če tega dam z roke, potem mogoče ne vem, če bo samo 4 minute. Najprej moram povedati, da verjamem, da so vsi ti dobri rezultati slovenskega gospodarstva v zadnjih letih pač rezultat dobrega vodenja. Riba smrdi pri glavi. In jaz mislim, da smo tukaj na dobri poti. Seveda pa to ne pomeni, da je vse skupaj idealno. Izpostavil bi na tem področju pa 2 problema, ki jih vidim, kjer pa bo potrebno zadeve nadgraditi in stabilizirati. Najprej moramo na naši državni strani narediti izpit ali pa popravni izpit in ves ta del, ki se nanaša na državo in ni mali, skonsolidirati v tem kontekstu, da pridemo do enega res bolj strokovnega upravljanja. Tukaj mislim na to, da imamo še vedno čez 110 tako ali drugače državnih podjetij, da je vrednost teh podjetij 11,5 milijard in da s temi podjetji, če najbolj izpostavim, upravljata v največji meri SDH, DUTB in tukaj moramo in jaz verjamem, da smo na dobri poti strani države priti do tega, da ta vrh postavimo v tej meri, da bomo lahko sledili vsem tem 3 ciljem. Vidim pa še en problem, skozi delo
Na terenu sem ugotovil, da imamo v Sloveniji ogromno, res ogromno dobrih, malih in srednjih podjetij, ki so se razvila, so postala uspešna na domačem in na tujih trgih, da pa imajo težave pri tem prehodu iz transformaciji iz manjšega v srednje podjetje, tudi v tem lastniškem smislu, kako prenašati iz generacije v generacijo. Tu so na področja, kjer bomo morali tudi strani države ponuditi pomoč v smislu znanja, da se nešteto število takih zelo uspešnih podjetij danes transformira, nadgradi in spostavi neko upravljavsko kulturo. Ali gre za enega lastnika, ali gre za več lastnikov, gre za rast podjetja, ko ljudje, dokler obvladujejo tako podjetje, sami to obvladajo, ko pa zadeva preraste, pa ponavadi lahko gre stvar navzdol. Se pravi, izpostavil bi ta dva dela. Državni del, ki ga upam, da bomo korak po korak izboljšali, na koncu koncev smo izboljšali donosnost teh podjetij. Veliko problemov bi rešili, če bi teh 11,5 milijard imelo 8% donos, toliko kot ga ima francoski državni kapital, bi prišli do nekje čez milijardo dobičkov. Če to razdelimo v enem četrtinskem delu, marsikatero zahtevo sindikatov upravičeno lahko z lahkoto pač pokrijemo. Tukaj je spet seveda potrebno nastaviti vrh takšen, ki bo vedel, kaj hoče in kaj mora narediti in bo zasledoval cilje države, ne pa nekih drugih. In pa ta drugi del, kjer mislim, da nam bo v bodoče dajal še več rezultatov in ga moramo tudi seznanjen na tem področju nadgraditi. Hvala lepa. Dr. Bertoncelj, minister Počivalšek je omenil upravljanje državnega premoženja. Kakšne so vaše usmeritve na tem, torej kako boste tudi vi krepili menedžerske prakse, izboljšali učinkovitost poslovanja in kakšne nadzorne svete nameravate zagovarjati? Me veseli, da smo to temo razširili iz upravljanja podjetij, ne corporate governance, tudi na poslovodenje, na management, in smo oboje združili. Eno in drugo, poslovodenje in nadziranje, da tako rečem, mora biti učinkovit in uspešen, da pridemo do dobrega rezultata. Glede druge točke, a je boljši enotirni ali je boljši dvotirni sistem, glejte, odvisno, katere cilje želite doseči. Poznamo uspešen enotirni sistem, kot ga imamo z neizvršnimi, izvršnimi direktorji, in poznamo klasičen dvotirni sistem uprave in nadzorni svet. Glejte, v SDH imamo dvotirni sistem, na DUTB imamo enotirni sistem upravljanja, tako da oba sta na razpolago, to je pač odvisno od lastnikov, da rečemo, katerega bojo izbrali. Se pa da seveda z ustreznimi ukrepi, in na tem delu se bom navezal na predhodnika, pa veliko doseči. Poglejte, z učinkovitostjo, novimi poslovodnimi praksami, bom rekel, in uspešnejšim nadzorom, smo mi recimo v SDH-ju v 4 letih z uvedbo teh letnih načrtov upravljanja in z ostalimi ukrepi izboljšanja korporativnega upravljanja dvignili donos, pa bom samo en kazalnik podal, donos na kapital iz 2 na trenutno 6,2%, kar je dober rezultat in gre proti cilju, kot ga je tudi minister omenil, 8%, ki pa bo, bom rekel, tudi v evropskem vidiku zelo dober rezultat. Ne smemo pa pozabiti, seveda, ko gledamo državno premoženje, podjetja v državni lasti, da imamo poleg samo finančnih ciljev, ki jih pogosto zasledujemo, tudi pogosto strateške cilje. In seveda v portfelju SDH-ja je tudi veliko, bom rekel, teh strateških naložb in seveda pri teh, ker sledijo neke sektorske cilje, je praviloma ta donos nižji. Torej, cilj, ki sem ga omenil, oziroma rezultat, ki so ga dosegli 6,2%, je pa na klasičnih portfeljskih družbah, v okviru SDH-ja, ki pa so v lasti SDH-ja, pa celo višji, pa je ta cilj že dosežen, je celo višji kot 8%. Torej, da se, tudi v našem okolju se da to doseči. In primer dobrih praks, recimo, je bila ravno ta ukrep letnih načrtov upravljanja, ki je sedaj omejen na krovnega upravljalca. Pa če se vrnem, bom rekel, k temu zakonu o izvrševanju proračunov, ki smo ga pretekli teden sprejeli, smo že predvideli tudi ukrep, da to širimo tudi na
državne naložbe, ki so izven portfelja SDH-ja, torej ki so v okviru ministrstev, in bomo prišli k pripravi letnih načrtov upravljanja tudi za te družbe. In to se zdi, da je en tak kvaliteten premik naprej, kako povečati donos, pa ne, da bi bil to edini cilj, ampak je eden izmed najpomembnejših, če ne rečem ključnih ciljev vsakega podjetja, je ustvarjanje donosa, je tudi na drugi strani sledenje drugih strateških ciljev, ki bodo vključeni v te načrte. To se mi zdi pomemben korak naprej. Hvala lepa. Zaokrožili smo 6 tem. Hvala lepa vam za komentarje. Verjamem, da še marsikaj ostalo neizgovorjeno in v vsakem primeru bomo po teh zadevah zagotovo se srečevali, govorili in skušali najti najboljše rešitve. Zdaj pa še tisto, kar smo obljubili, pogledali bomo, kako pa mi rangiramo teh 6, oziroma na 6 področjih, kaj bi naredili, če bi izbirali samo po eno, se pravi, gremo na čedalje težji izbor. Kako bomo to počeli, pa prosim Samota Hribarja Miliča, da nam da napotke. Ministri, vam se pa zahvaljujem in vas vabim nazaj v dvorano. Spoštovane in spoštovani, čas je za volitve, za gospodarske volitve. Z glasovanjem bomo izbrali top 6 predlogov za formula uspeha. Izbor najpomembnejšega predloga v vsaki izmed 6 posameznih kategorij bomo izvedli z glasovanjem v živo. Pri tem boste potrebovali vaše mobilne telefone in dostop do interneta. Priklopite se lahko tudi na brezžično omrežje. V vaš internetni brskalnik vpišite www.menti.com in odprlo se vam bo okence, kjer piše Enter code to vote. V to polje vpišite številko 723302, ki jo vidite tudi na ekranu. In kliknite za ukaz vote. Je šlo? Sedaj pa preverimo, če vse deluje pravilno, in sicer bomo najprej odgovorili na poskusno, vendar izjemno pomembno vprašanje, ki je v teh dneh v Sloveniji še kako aktualno. Kakšen dvig minimalne plače podpirate v letu 2019? Ena je, vidim, da jih je nekaj že kar glasovalo, skratka, imate 4 možnosti, in prosim, če se vsi lotimo teh volitev. Še 15 sekund. Hvala lepa. Zaprimo glasovanje. Vidimo, da sta zelo blizu skupaj prva 2 predloga. Prvi predlog je sedanja zakonska ureditev, pa tudi drugi je v okviru sedanje zakonske opredelitve, kajti drugi je v okviru zakonske dikcije, da se pri rasti minimalne plače upošteva tako inflacijo kot del produktivnosti. Zdaj, v kakšnem obsegu pa je seveda odvisno od analiz, ki jih opravimo, in nenazadnje tudi od socialnega dialoga. Hvala lepa, gremo naprej. Najprej za makroekonomsko področje in pričenjamo z glasovanjem za makroekonomsko področje. Imamo tukaj 3 predloge.
Predlagam še 10 sekund. Hvala lepa. Rezultat vidimo na zaslonu oziroma na platnu. Povečanje učinkovitosti javnega sektorja je med gospodarstveniki ukrep, ki je dobil največ podpore. Prihajamo na naslednjo področje, to je učinkovitost poslovnega okolja. Prosim za glasovanje. Predlagam še 10 sekund. Hvala lepa. Na tem področju vidimo, da je največja podpora za ukrep sprememba dohodninske lestvice v korist neto prejemkov. Gremo na naslednjo področje. Učinkovitost trga dela. Glasujmo. Predlagam še 10 sekund. Končnica je zelo napeta. Hvala lepa. Hvala lepa. Vidimo, da je res zelo tesen rezultat. Gospodarstveniki ob podpori vseh, seveda največ podpore smo pa namenili usklajevanju izobraževanja in usposabljanja na trgu dela. Gremo na razvitost finančnega trga. Glasujmo. Predlagam, da zaključimo. Hvala lepa. Tesen rezultat tudi tukaj. Razvoj trga kapitala pa je dobil največjo podporo med gospodarstveniki. Gremo hitro naprej. Inovativnost. Glasujmo. Še 10 sekund. Tudi tukaj je zelo izenačeno, hvala lepa. Vzpostavitev okolja za domače in tuje talente. Kvaliteta upravljanja podjetij. Glasujemo.
Še 10 sekund. Hvala lepa, Sonja. Tako je potekalo glasovanje in sedaj nam bo režija prikazala top 6 ukrepov za poslovno odličnost. Tako je, hvala vsem za glasovanje. Tukaj je top 6 ukrepov, ki sestavljajo formulo uspeha za poslovno odličnost. Na začetku, ko je Bojan Ivanc predstavljal, kje smo na posameznih mestih, smo tudi ocenili, na katera mesta se moramo premakniti, da bi se približali oziroma prišli v klub držav, ki dosegajo 60 000 evrov dodane vrednosti. Mimogrede, to je vrednost, ki jo je imela Avstrija nekje v prelomu tisočletja. Zato seveda ne moremo odlašati, ampak moramo iti naprej in tukaj smo konkretizirali vsebine, kaj in kje ocenjujemo, da bojo učinki največji. To je le 6 področji, 6 področji samo najprej 3 ukrepi, z 3 ukrepov samo 1. Svet ni tako enostaven, ampak je mnogo bolj kompleksen in stvari se med sabo prepletajo, dopolnjujejo in nadgrajujejo. Zato se na zbornici se tega zelo dobro zavedamo in se bomo ukvarjali ne samo s temi temami, ampak tudi z ostalimi, ki vplivajo na poslovni prostor. Tehtali bomo različne predloge za spremembe in jih tudi pripravljali, ponujali, zato da lahko dosežemo spremembe, ki bodo vodile v večjo poslovno učinkovitost. Z 6. področjem ste videli, da smo poudarili tudi to, da zavest med nami, menedžerji, raste v tem, kakšno odgovornost nosimo v podjetjih za to, kako so vodena. Z rezultati, ki smo jih v zadnjih letih pokazali, tudi dokazujemo, da strmo napredujemo tudi po tej lestvici. In da imamo še vedno pa imamo dosti prostora, kako biti še boljši. Zato se primerjamo, učimo se med sabo, učimo se iz tujine, predvsem pa ne zanemarimo, da imamo v Sloveniji vrsto odličnjakov na vseh področjih. Okoli 2000 podjetij dosega preko 100 000 evrov dodane vrednosti na zaposlenega. 2000 podjetij ima rekordne rezultate in to so podjetja, od katerih se lahko vsi kaj naučimo, tudi oni med sabo. Vedo, da če gremo v kakšno sorodno podjetje, dobro, vedno najdeš nekaj, kar lahko preneseš k sebi, tudi če si ti morda še celo malo boljši od tistega, ki si ga obiskal. Napredovati in spreminjati se moramo vsi, menedžerji, podjetja, poslovno okolje, zato bo naša skrb pa na gospodarski zbornici posvečena sodelovanju pri zagotavljanju stabilnega in učinkovitega poslovnega okolja, razbremenitvi stroškov dela, blažitvi kadrovske vrzeli, razvoju ustreznih finančnih mehanizmov, krepitvi inovativnosti in vrhunskemu upravljanju podjetij. Predvsem pa bomo še naprej razvijali socialni dialog in partnerstvo za razvoj in spremembe, čemur smo se zavezali tudi lani na tem mestu. V vsakem okolju so razlike, tudi med nami, tudi med socialnimi partnerji. Pozdravljam na koncu dneva tudi oba kolega, ki sta se nam pridružila in bila z nami ves čas. Med nami so razlike v pogledih, ampak vendarle vemo, da če imamo razumevanja, če imamo spoštovanje, če se ne izigravamo med seboj, ali mi vas ali vi nas, takrat lahko potem raste tudi zaupanje in možnost, da stopimo naprej, ne pa da se vsi borimo za to, da ostanemo na statusu quo na koncu. Ampak če nam ni uspelo včeraj ali danes, ne pomeni, da nam ne bo uspelo jutri. Jutri lahko ukrojimo na novo in zato je to sporočilo tudi tega vrha slovenskega gospodarstva. Sodelujemo, spoštujemo in iščemo najboljše v tistih, ki so okoli nas in to skušamo ukrepiti in nadgraditi. Če bomo to počeli, nam bo lažje, nam bo bolje in čez leto, 2, 3 bomo šteli še naprej uspešno gospodarsko rast, razvoj in ne bomo se pogovarjali o minimalni plači, ampak bomo ponosni na to, kako smo dvignili povprečno plačo. Hvala lepa vsem in želim, da vam bo dan, večer prijeten. Na koncu pa se zahvaljujem tudi tistim, ki so omogočili, da smo danes tukaj, generalnemu pokrovitelju Porsche Slovenija, zlatemu partnerju Telekom Slovenija, partnerju dogodka predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, zlatemu pokrovitelju zavarovalnici Triglav, srebrnemu pokrovitelju Coca-Cola HBC Slovenija, bronastim pokroviteljem SID banki, Slovenskemu podjetniškemu skladu in Gen Energiji ter malemu pokrovitelju Aditek.
Hvala vam, da ste bili danes tu in vabim vas, da ne odidete takoj, ampak da se zadržimo še zunaj na enem sproščenem klepetu in si povemo morda še kaj, kar si nismo uspeli tekom popoldneva. Hvala.